Bakteriofagi so zelo pomembni, so najbolj številčna bitja na tem planetu. Imajo ogromen vpliv na bakterije. Prvo zato, da ubijajo bakterije, so med glavnimi sovražniki bakterij, in drugo, so veliko več kot ubijalci. Lahko dolgoročno sobivajo z bakterijami in spreminjajo to, kako te bakterije se vedejo, kako sobivajo z drugimi bakterijami, kako se evolucijsko spreminjajo. Dobrodošli v laboratorijskih prostorih skupine Phage Control. Tukaj se ukvarjamo z bakterijskimi virusi, fagi. Dobro se zavedamo, da so bakterije zelo pomembne za človeka. Pomagajo nam prebavljati hrano, stimulirajo naš imunski sistem. In fagi preko tega vpliva na bakterije, zato ker jih lahko uničujejo, zato ker jih lahko okužujejo. Potem preko dolgoročne interakcije z bakterijami lahko spreminjajo vedenje bakterij. Preko teh vplivov na same bakterije vplivajo lahko tudi na človeka. So after about 6 months of work, we were able to capture cell death by bacteriophage. So the bacteriophage are very, very small, so we stained them using fluorescent dye. Using this fluorescent dye and a bacteria that were labeled with a red fluorescence, we were able to show a large amount of cell death when we combined the phage and the bacteria. It was taken over a 16-hour time period. Niso vsi fagi ubijalci bakterij. Nekatere fagi dolgoročno sobivajo z bakterijami in lahko z njimi tudi manipulirajo, spreminjajo vedenje bakterij. In to preučujemo v tem projektu. Smo mednarodna ekipa, lahko rečem, da smo mlada ekipa. Prihajamo iz 5 različnih držav. Smo mlada ekipa tudi iz tega vidika, da smo v čisto novih laboratorijskih prostorih, ki smo jih nekako sami oblikovali, sami dizajnirali. Plišasti bakteriofag, glava, kapsida, tukaj noter je ta tesno zapakiran DNK. Tukaj imamo rep, preko te repne cevi potem DNK vstopi noter v bakterijo. To so repne vlakna, na repnih konicah so pa posebne proteini, s katerimi bakteriofag prepoznava svojo gostiteljsko celico. To je model, 3D sprintan model, ki predstavlja bakterijsko celico, sicer polovico bakterije. In na njej so zasidrani 3 bakteriofagi. S temi repnimi vlakni se pritrduje na površino, prepoznaje specifične receptorje in potem pride do vstopa v celico. Torej, tale rep na cev se skrči in DNK faga vstopi noter v celico in potem se zažene, celi program prevzema gostitelja in noter nastane ogromno novih fagov in potem celico zlizirajo, v bistvu jo razdrejo od znotraj in se sprostijo v okolje. To je pa bakterija, ampak to razmerje seveda ni ta pravo, zato ker bakteriofag je približno 10 do 20 krat manjši od bakterije. Projekt je malo za polovico, mislim, da so največje preboje še pred nami. To, kaj za zdaj me najbolj preseneča, je, koliko različnih načinov teh sprememb bakterijskega vedenja opažamo. Praktično vsaki novi fag, s katerim okužimo bakterije, spremeni nekaj v tej bakterijski populaciji. Ali spremeni celično obliko, ali dinamiko rasti, ali kako bakterijska kolonija izgleda. In sedaj se zelo trudimo ugotoviti, kako v bistvu fagu to uspe, s katerimi encimi prihaja do tega. In če bomo to ugotovili, mislim, da bo to zelo pomemben rezultat, zato ker vpliva tudi na odpornost bakterije na antibiotike. Fage, ki so sposobne dolgoročno sobivati z bakterijami, v glavnem so bili znani kot prenašalci toksinov, zato ker z fagnim genomom tudi pride v bakterijo novi toksin in potem ta bakterija postane za nas nevarna, škodljiva. Mi vidimo, da v teh fagih se skriva veliko več drugih genov, katerih funkcij še točno ne poznamo, ampak vidimo, da te načine, na ko spreminjajo bakterije, so zelo raznolike in niso vsi negativni.
Pomembno je razumevanje samih mehanizmov, kako prihaja do sprememb bakterijskih lastnosti. Če razumemo te mehanizme, če poznamo gene, proteine, ki so za to odgovorne, lahko mogoče v bodočnosti bomo izkoriščali te mehanizme za nas. Zato, da poljudno spreminjamo bakterije, da jih oborožimo v izbrane lastnosti, tako da pospešujejo rast rastlin, da bolj učinkovito fermentirajo hrano in tako naprej.